IBM je pa res, ima že, bi rekel, lahko že dolgo zgodovino v Sloveniji, se pravi od same prisotnosti od leta 1936 pa od leta 1992, ko je IBM prisoten za svojim podjetjem IBM Slovenija d.o.o. Prisoten je na tržišču, ki je za IBM več kot zanimivo, zaradi znanja, zaradi priložnosti in izzivov, ki jih ta tržišče nekje zahteva in tudi nudi za samo korporacijo. Slovenija je sicer majhna dežela, IBM velika svetovna korporacija. Kaj je tista navezava? Torej Slovenija je lahko majhna dežela, če nekje štejemo število ljudi. Velika je pa v dejanjih, velika je v znanju, velika je v rešitvah, ki jih je Slovenija razvila in jih lahko tudi nudi širši regiji izven same Slovenije in tudi lahko rečemo izven te vzhodne Evrope, kamor Slovenija po neki definiciji je umeščena. Koliko imate sodelavcev in kateri so tisti najpomembnejši projekti, ki danes tečejo oziroma ki ste jih že naredili? Torej v IBM Slovenija smo zadovoljni, da imamo že preko 270 sodelavcev. Jasno, sodelavcem, ki ustvarjajo dodano vrednost ne samo IBM-u, ampak tudi samemu sebi z nekim znanjem, ki ga pridobivajo v tem okolju. Število projektov, ki jih je IBM Slovenija naredil, se meri v stotinah, tako da bi težko, bi rekel, izpostavil določene projekte, pa vendar bom omenil mogoče projekt, ki je v širšem IBM svetu, pa tudi v regiji, lahko rečem v Evropi, odmeval je projekt zdravstvene kartice na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kjer je z IBM tehnologijo in modeli Slovenija uvedla sistem, ki je unikaten in ne najbolj naprednih v Evropi ali celo v svetu. Glede na to, da se danes govori, da je ves svet v krizi, tudi slovensko gospodarstvo, kako bi vi ocenili z vašega aspekta te razmere v Sloveniji? No ja, jasno, da sama ekonomska situacija, ki nas obkroža, pa ne samo v Sloveniji, ampak mislim tudi v širši okolici, je polna nekih novih izzivov, pomeni ogromno nekega razmisleka, priložnosti na drugi strani oziroma delovanje na način, ki ga v preteklosti nekje nismo bili vajeni, predvsem pa nekje najti svoj prostor, pokazati uporabnikom, na kakšen način tudi oni postanejo konkurenčni in uspešni. IBM vsako leto nekje ob začetku pomladi organizira forum. To je že nekakšno tradicionalno srečanje. Kaj so namen teh forumov? Torej, namen tega foruma je ne samo tradicionalno srečanje, ampak da IBM pokaže uporabnikom in tudi potencialnim uporabnikom, kako tehnologija in pa rešitve lahko spreminjajo svet na bolje, hkrati pa tudi uporabniki za svojimi referenčnimi zgodbami prikažejo svoje uspešne projekte in se potem vse te ideje lahko širijo tudi na celo regijo. Koga vse povabite na ta forum? Na forum povabimo praktično celotni slovenski poslovni svet in inštitucije, s katerimi sodelujemo, s katerimi, ki vidimo, da so nekje uporabniki teh naprednih rešitev. Drugače pa ni omejitev, se pravi za ljudi, ki želijo zvedeti, kaj zna IBM in naši uporabniki, kaj znajo povedati, so vsi vabljeni. Interes teh uporabnikov ostaja enak, se povečuje ali zmanjšuje? Interes teh uporabnikov se, lahko rečem, povečuje. Povečuje se, ker se širi področje delovanja, ker praktično se v samo informatiko kot neko osnovo se čedalje več poslovnega okolja vključuje in čedalje bolj naprednejše funkcije in rešitve so zahtevane strani poslovnega sveta, jasno z namenom biti učinkovit, biti napreden in pa biti konkurenčen v svetu.